Pozdravljeni v Pregledniku. Središče Maribora so v sredo znova zasedli protestniki, ki so zahtevali odstop župana Kanglerja. Nekaj 100 ljudi je spremljalo volitve v državni svet in skušalo z izražanjem neodobravanja preprečiti izvolitev mariborskega župana za državnega svetnika. Na proteste, ker je morala s prisilnimi sredstvi posredovati policija, se je odzval tudi Kangler. Včerajšnja izvolitev za državnega svetnika je po mnenju Kanglerja, ki kot župan ne namerava odstopiti, jasna. Tudi ta rezultat 25 proti 12, to je več kot 2/3, če se ne motim. Tudi veliko pove, da sem dobil veliko podporo. Župana sicer po naši zakonodaji v primeru nezakonitega ravnanja na predlog vlade lahko razreši tudi državni zbor. Sprva le skandiranjem parol proti Kanglerju, nato pa tudi z obmetavanjem predmetov je protest zvečer prerasel v nasilnega. So bili nekateri elektori, ki so tudi mestni svetniki, napadani in tudi poškodovani. Volja ljudstva je pokazala neko nezadovoljstvo, res je. Samo to njihovo nezadovoljstvo se kaže vsaki 4 leta in vsak gre na volitva in odda svoj glas. V prerivanju sta bila ranjena 2 policista, zato so policisti uporabili prisilna sredstva. In sicer palico, ki so uporabili za odrivanje, in pa plinski razpršilec. Policisti so tudi omogočili osebam, ki so se nahajale v stavbi, da so varno zapustile prizorišče. Govori se, da naj bi nasilje izval mestni svetnik s Kanglerjeve liste Tomaž Barada. Sem presenečen nad tem, da nekdo misli, da sem jaz izval policijo, da se tam naredil kakršnikoli izgred, ker te izgredi so se pričeli po rezultatu samih volitev. In tudi prvi volilci, ki so takoj zapustili prostor, niso, bom rekel, jih odnesli brez umazanih jakn. Priznanega psihologa ne čudi, da je do tega pripeljalo ravno v Mariboru ob številnih nakopičenih socialnih in gospodarskih težavah. Možno je, da se kot plaz sproži eni veliki nemiri, ki bojo policija težko obvladovala. Kangler pa poziva člane skupine, ki proti njemu pripravlja proteste, naj se javno razkrijejo. 10 kazenskim ovadbam, ki bremenijo mariborskega župana Franca Kanglerja, se pridružuje nova zgodba. Po poročanju časnika Večer je tokrat pod drobnogledom davčne uprave osebno premoženje, predvsem nejasen izvor gotovine, s katero je županova žena Tatjana Kangler leta 2007 kupila stanovanje pod Pohorjem. Župan Maribora tudi v imenu svoje žene zanika vso krivdo in pojasnjuje, kako sta pridobila premoženje. Nekatere moje dediščine, ki sem dobil po očetu materi, do stanovanjsko hišo, 6 gradbenih parcel, niso upoštevali. Njunemu davčnemu svetovalcu se zdi sporno predvsem to, da so na davkariji pod drobnogled vzeli le Kanglerjevo ženo, niso pa upoštevali, da gre za skupne finance, saj sta poročena. Prihodki oziroma prejemki družine Kangler niso presegali njunega premoženja, ampak v tem konkretnem primeru je davčni organ gledal njo in normalno ona je imela manjše dohodke kot mož, ampak nesporno je, da je mož imel dovolj sredstev. Kanglerjeva sta 57 000 evrov dodatnega davka že plačala, kot je zahtevala davčna odmera, saj niti pritožba, ki sta jo vložila pred mesecem, ne zadrži njene izvršitve. Za mene izvor denarja ni bil sporen, torej vse je bilo dokazano, obrazloženo, tudi izračuni podkrepljeno, tako da tudi izjave prič so bile pri notarjih sklenjene, torej podane pred notarjem in tako naprej, ampak davčni organ ni upošteval ničesar. Glede povezav s propadnim gradbincem MTB, ki mu je Kanglerjeva žena pred 5 leti v 3 nakazilih po vsaj 40 000 evrov plačala stanovanje pod Pohorjem, Kangler odgovarja. Smo imeli v hiši protikorupcijsko komisijo, ki jo je predstavil Drago Kos, ki je korektno takrat opravila pregled. Načelno mnenje je izdala, ga imate na internetu. Ničesar ta komisija ni takrat ugotovila. Ko smo na davčni upravi skušali preveriti zneske in podatke, smo dobili standarden odgovor, zadeve ne moremo in ne smemo komentirati, ker nam to preprečuje zakonodaja. Tudi nad osebnim premoženjem Kanglerja Komisija za preprečevanje korupcije izvaja nadzor, postopek je v končni fazi. Vodstvo Slovenske ljudske stranke je sprejelo sklep o izključitvi mariborskega župana Franca Kanglerja iz stranke. Kljub ugibanjem, ali bo Kangler le napovedal svoj odstop z mesta župana, se to ni zgodilo. Mestna koalicija in prvak stranke pa pojasnjujeta, da je izključitev predvsem posledica nespoštovanja institucij pravne države. Čeprav je Franca Kanglerja iz svojih vrst izključila lastna stranka, še naprej ostaja župan in o odstopu ne razmišlja, bo pa na prihodnji seji mestnega sveta verjetno preveril podporo pri svetnikih. Glede na razpravo in v kateri smeri bo šlo, obstaja tudi ta možnost.
ali imam podporo ali ne. Strankino potezo zanjo je izvedel iz medijev, pa obžaluje. Sem seveda presenečen, da sem do sedaj delal v takšni demokratični stranki, ker lahko vodstvo stranke nekoga izključi. Pričakoval sem, da v torek, ko je bil sklican izvršilni odbor, da bom lahko tudi podal svoje stališče. In medtem, ko župan pojasnjuje, da dobiva podporo članov stranke iz vse Slovenije, pa je prvak SLS-a jasen, Kangler ne spoštuje pravne države. S tem niti podrazno ne želimo prejudicirati kakršnekoli odločitve in kakorkoli se bodo zgodbe, ki se gospodu županu očitajo, razvile. To bo odločilo sodišče. In če bo sodišče reklo, da gospod župan ničesar ni kriv, pač ni ničesar kriv in bomo to seveda morali vsi sprejeti. Komentarjev svetnikov SLS-a nismo dobili, saj se bojijo izpostavljati, so zapisali. Menda nekateri razmišljajo o odstopu iz stranke. Razmerje sil v mestnem svetu pa bi se lahko spremenilo že v ponedeljek, ko bo sestanek koalicije. SDS morebiten odstop iz koalicije navezuje na porabo 15 milijonov evrov posojila za občinske razvojne projekte. Večina tega denarja ni šla za te projekte. Upam, da bomo na tem koalicijskem vrhu dorekli te stvari okrog razvojnih projektov v mestu. Tista vprašanja, ki jih težijo, bomo tudi odprli. Javne provokacije proti Kanglerju pa se nadaljujejo. Na Glavnem mostu je zjutraj visel žaljiv pano. Proteste in vandalizem je ostro obsodil tudi prvak SLS-a, ki upa, da ti nimajo političnega ozadja, da pa je pobudnike treba ustrezno kaznovati. V stečaju bo končalo še zadnje večje gradbeno podjetje v Podravju, Granit gradbeništvo iz Slovenske Bistrice. 160 zaposlenim, ki so že 3 mesece brez plače, bo uvedba stečajnega postopka omogočila prijavo na Zavod za zaposlovanje. S tem pa tudi določen vir dohodka. Stečaj Granitovega hčerinskega podjetja naj ne bi ogrozil matične družbe in sklenjenih poslov, saj namerava večino delavcev prevzeti matično podjetje. Zaposleni, ki so z regresom in 3 neizplačanimi plačami hkrati tudi največji upniki Granita, so informacijo o uvedbi stečaja sprejeli z olajšanjem. Vsi delavci se s tem strinjamo, če ni denarja za plače, da vodstvo podjetja da podjetje v stečaj in s tem reši status ljudi. Težko je, žena še hvala Bogu dela, želi tudi minimalna plača. Čerka je študijo končala. Po resnici povedano, hudo. Ker delavci niso imeli niti za prevoz na delo, je vseh 13 odprtih gradbišč v zadnjih tednih bolj ali manj samevalo. Za tista gradbišča, ki so v neki gradbeni fazi, bo to pomenilo krajši zastoj. Za vsa ostala, ki so pa v fazi obrtniški del, pa ti pa tega niti ne bodo posebej čutili. Stečaj te naše hčerinske družbe pravzaprav ne bi smel resneje ogroziti teh projektov, kajti kot pravim, delavce bomo prezaposlili, matična družba bo živela naprej in skozi to bodo pogodbene obveznosti lahko izpolnjene. Sklep o začetku stečajnega postopka in imenovanju upravitelja bo sodišče izdalo v nekaj dneh. Delavci pa bi se na Zavod za zaposlovanje lahko prijavili šele prihodnji mesec. Na prva izplačila iz jamstvenega sklada ter Zavoda za zaposlovanje pa bodo morali počakati vse do prihodnjega leta. Na hidroelektrarni Formin in na Dravskem kanalu pred njo že 2 tedna odpravljajo posledice katastrofalnih poplav. Te so Dravskim elektrarnam povzročile ogromno škodo, eno večjih v zgodovini delovanja. Sanacija naj bi trajala najmanj pol leta, vsaj tako dolgo pa bo mirovala tudi hidroelektrarna Formin, ki je bila v tokratnih poplavah najbolj prizadeta. Prva ocena škode, ki so jo Dravskim elektrarnam povzročile katastrofalne poplave, je znašala okoli 5 milijonov evrov. V 2 tednih pa so jo že več kot podvojili. Zadnja ocena škode je kar 11,2 milijona evrov. Škoda praktično iz dneva v dan narašča, saj šele sedaj, ko Drava oteka, uspemo pregledati kompletno brežino od Dravograda pa vse do Formina, ki je utrpela izjemne poškodbe. Ob stikališču, ki je bilo prav tako poškodovano, je na samem objektu največ škode v jedru elektrarne. Sami strojnici se demontirajo naprave, ki so bile pod vodo. Pričakujemo, da bomo vse en agregat usposobili nekje do konca januarja in naslednjega nekje v začetku marca. Do takrat pa bo potrebno ob težavah z gradbeno operativo sanirati še poškodbe na dovodnem in odvodnem kanalu in odstraniti ter ponovno ugraditi kar okoli 600 tisoč kubičnih metrov materijala. Ob neposredni pa bo zaradi polletnega izpada proizvodnje povzročene še za okoli 9 milijonov evrov posredne škode. Kljub temu seveda, da bo to pomenilo tudi gospodarsko škodo zaradi izostanka proizvodnje, sem prepričan, da naši odjemalci tega ne bodo čutili.
Še bistveno manj pa je zaznan izpad agregata na hidroelektrarni Ožbalt, ki naj bi ga usposobili do konca januarja. Bodo pa sanacijo poškodovanih brežin med Dravogradom in Mariborom opravljali še vse prihodnje leto. Narasle vode so odnesle tudi del glavne ceste med Mariborom in Dravogradom. Poškodovana odseka zdaj popravljajo, pri tem pa izvajalcem z znižanjem gladine Drave pomagajo tudi Dravske elektrarne Maribor. Če bo vse po načrtih, bi lahko cesto za ves promet ponovno odprli v 2 tednih. Škoda, ki jo je podivjana reka povzročila na tej glavni prometnici v Dravski dolini, pa naj bi presegla 350 tisoč evrov. Vso breme glavne prometnice med Mariborom in Lovrenškim mostom z dnevno obremenitvijo 15 tisoč vozil že 2 tedna prevzema ožja in nevarnejša državna cesta, ki voznikom jemlje tudi več časa. 20 minut sigurno, pa sem njen šofer, ki me za mano malo teri pelje. Kaj pa nevarnost te ceste pravite? 5-krat večja. Bi šlo tudi po zimi, če bi zapadel sneg? Ja, če bi bila v redu splužena, bi šlo. Odvisno, tam, ko je pa najožje, je pa tako nared, enosmerni promet, tako da semafori urejeno. Vzdrževalci zato hitijo s sanacijo obeh okoli 20 metrov dolgih vdorov, v katere bo potrebno ugraditi skoraj 1000 kubičnih metrov kamna, betona in gramoza. V samo brežino bomo probali vpeti kamniti zid. Največja težava je glih temeljenje, zaradi tega, ker v bistvu Drava izpodjeda ves čas nam podlago za sam temelj. To zdaj si pomagamo tudi z železniški tiri, da jih zabijamo noter. Ob ugodnih vremenskih razmerah bi lahko vdora sanirali v dobrih 2 tednih, sama sanacija pa ne bo ravno poceni. 250 tisoč, vse skupaj, kaj pa zdaj na našem področju cestne podjetja Murska Sobota, pa je približno za 600 tisoč evrov, okvirno. Škoda, ki jo sproti ugotavljajo, pa je lahko še bistveno višja, se vseh posledic podivjane reke še niso odkrili. Posledice povečanega prometa na obvozni cesti čez Ruše in Lovrenc na Pohorju pa se že kažejo. Ta cesta dolgo več tega prometa ne bo zdržala iz Ruš proti Lovrencu, ker to je le promet celotne Koroške, lahko ste se sami prepričali, kakšen promet gre tu skozi in ta cesta je že kar zelo dobro načeta. Domačini zato upajo, da bo sanacija glavne prometnice končana še pred obilnejšimi snežnimi padavinami in da bo vzdrževalec obvozne državne ceste, ko bo razbremenjena prometa, saniral tudi posledice, ki so nastale z nadobremenitvami. Ljudje na najbolj ogroženih območjih se še vedno spopadajo s posledicami ujme. Da bi pomoč do najbolj prizadetih prišla kar se da hitro, so v občini Duplek in na Dvorjanah organizirali akcijo delitve pomoči na domu. Ogromno potrebščin so razdelili tudi v zbirnih centrih, ki so zdaj odprti ob sobotah. Evo, gospod, zdaj smo vam še prinesli malo pomoči. Hvala. Življenje na kmetiji Milana Klemenčiča še dolgo ne bo v ustaljenih tirih. Poleg uničenega premoženja sta mu poginila še 2 telička, odneslo mu je tudi vso krmo za živino. Delno je saniral le kletne prostore. Zdaj parkete samo dviguje. Vso pohištvo, spalnica, jedilnica, kuhna, vse, veste kak je to je iverka, to se napije in odnese. Usodni ponedeljek je dobesedno na glavo obrnil tudi življenje Škorjančevih. Iz kleti poplavljene hiše še danes črpajo vodo. V dnevnih prostorih namesto pohištva stojita le 2 sušilnika. Ozimnica, peč in kurjava so popolnoma uničeni. V bistvu tiste najbolj nujne stvari, katere bi sami potrebovali, so v glavnem finančna sredstva, da lahko saniramo objekti in pa prostore. V glavnem pa bi rabili drva za kurjavo, vrata s podboj, neko pohištvo, omare. Žal zavarovanja proti poplavam ni imel, zato županom danes toliko bolj strahom gleda na strugo Drave. Načrt je, da se nasip tukaj naredi. Stiske ljudi nekje na nek način skoraj kot prihajajo z neke travme za njimi. To je hudo. Damo jim, kar je možno, kar so ljudje Slovenije donirali. Ob tem obljubljajo, da bodo na terenu pomagali še naprej tudi številnim kmetom, ki so, tako kot Milan Klemenčič, ostali brez najosnovnejše krme za živino. Da ta ne bi stradala, nekateri razmišljajo o odprodaji živali oziroma celo o opustitvi kmetovanja. Na mariborskem letališču Edvarda Rusjana so odprli nov potniški terminal, ki ga je država gradila tudi s pomočjo evropskega denarja. Investicija sicer še ni končana, saj izvajalec dela Komuna projekt nadaljuje še obnovo starega potniškega terminala. S tem bo določili prostor za prihode in odhode potnikov.
Takole delavci in zaposleni na letališču končujejo še zadnja dela. Novi terminal so sicer že krstili mariborski nogometaši, ki so zjutraj poleteli na tekmo v Atene. Končno, tako direktor, lahko potnikom ponudijo tisto, kar si v Evropski uniji tudi zaslužijo. Tako da z temi prostori mislim, da smo na nek način postali konkurenčni tako v slovenskem in tudi širšem prostoru. Novi terminal pa je tudi odskočna deska za začetek pogajanj za vzpostavitev redne letalske povezave. Pogovori za prihodnje leto sicer že potekajo. Za linije trenutno ne smem izdajati teh informacij, ker pač dogovori potekajo na večjih nivojih in bi to lahko pomenilo tudi, bom rekel, ne nazadnje tudi izgubo teh dosedanjih dogovorov. Vmes pa bo treba rešiti tudi vprašanje lastništva, saj je družba še vedno naprodaj v stečajni masi Preventa. Kot je znano, je bil 24. oktobra izdan sklep o prodaji. Zdaj upajo, da bo njihov lastnik zbiranje ponudb izpeljal čim bolj uspešno. Resni kupci se v preteklosti in do sedaj, bom rekel, so nekateri ostali, nekateri interesenti prihajajo novi. Tako da jaz upam, da bo, bom rekel, resen kupec ostal do konca pripravljen sodelovati in da bo, bom rekel, tudi resno ponudbo za nakup dal. Začeli pa so že obnovo starega terminala, ki je od danes zaprt. Evropski denar zanj je že rezerviran, dela pa bodo končana aprila oziroma maja prihodnje leto. Le še slab mesec je do zaključne prireditve Evropske prestolnice kulture. Mariborska občina pa zavodu Maribor 2012 še vedno dolguje več kot 3,5 milijone evrov. Kljub prazni blagajni in dolgovam, producentom pa predstavniki zavoda zagotavljajo, da bo program izpeljan nemoteno. Skrbijo morebitni predčasni prekinitvi prestolnice kulture so zato odveč. Občina mora zavodu Maribor 2012 nakazati še dober 1 milijon evrov, Ministrstvo za finance pa 2,5 milijona. To je res velik znesek. To so seveda odprte obveznosti, ki so seveda bile že potrjene. Seveda zato je edina realnost, da se te obveznosti poravnajo v najkrajšem možnem času. Kot so sporočili iz ministrstva, svoj del izplačujejo na podlagi prejetih zahtevkov. Še v tem tednu bodo občini nakazali 722 tisoč evrov. Z občine odgovorov o dinamiki izplačevanja nismo prejeli. Je pa že sedaj jasno, da bo z rebalansom proračuna za kulturo 152 tisoč evrov manj denarja. Če so politiki, ko so dvigovali roke, mož beseda, in jaz upam, da so, in to pravno velja, potem bomo končali poslovanje zavoda letos z pozitivnimi 500 evri. Delovanje zavoda v prvih 2-3 mesecih prihodnjega leta trenutno v popolni negotovosti. Ne od države, ne od občine nismo dobili še nikakršnega odziva. Tudi vseh 5 partnerskih mest je s prestolnico kulture veliko pridobilo, pravijo župani. Smo zgradili gledališko dvorano, tako smo v preteklosti tudi zgradili glasbeno šolo in podobne zadeve. Sveda pa ni samo infrastruktura, so tudi programi tisti, ki najbolj pritegnejo. V tem letu smo izvedli uspešne in zahtevne prireditve, programe in preko teh programov je mesto tudi precej pridobilo na prepoznavnosti. Hkrati se tudi povečal obisk, turistični obisk v mestu. Takojšnja prekinitev financiranja in izvajanja programov po letu 2012 bi zato pomenila kulturni pogreb vzhodne regije, je prepričan Moge. Da bi tudi država kot doslej pomagala vzhodni kohezijski regiji z določenimi sredstvi. Ključno naj bi bilo predvsem izboljšanje črpanja evropskih sredstev, kjer bi lahko Slovenija pridobila še 2 milijardi evrov. Obeležili smo dan Rudolfa Maistra, ki je tudi državni praznik. Na ta dan leta 1918 je general Maister prevzel vojaško oblast v Mariboru in s tem posredno zagotovil, da je Štajerska z Mariborom ostala slovenska. Osrednja prireditev je bila v petek v Žalcu, Maistra pa so se spomnili tudi s proslavo v mariborskem gledališču. Sinočnja proslava ob spominskem dnevu mestne občine Maribor in ob 20. obletnici 72. brigade Slovenske vojske je bila zaznamovana z domoljubjem, tudi v glasbi. Orkester Slovenske vojske je kot rdečo nit večera igral skladatelje, ki so vojno in domoljubno tematiko prenesli v glasbo. Sicer pa so se velikega slovenskega domoljuba Maistra v Mariboru spomnili že pred proslavo, ko so dopoldan v Melju odprli spominski gaj generala Maistra. V Mariboru se zavzemamo, da spomin na generala Rudolfa Maistra obeležimo z otvoritvijo spominskega parka Rudolfa Maistra, kjer imajo svoj prostor spomina našli
preminuli premični spomeniki, ki nas spominjajo na prevratne dogodke leta 1918 in trenutke, ko je bila ogrožena svoboda slovenskega naroda. Sinočnja proslava je obeležila tudi 20. obletnico 72. brigade Slovenske vojske, ki domuje v Mariboru. Pripadniki 72. brigade smo bili, smo in bomo tudi v prihodnje povezani z okoljem, v katerem bivamo. Povezani v kulturi, športu, humanitarnosti, organizaciji skupnih projektov, tradicij in ne nazadnje tudi v iskanju vrednot, ki nam jih je zapustil skupen vzornik, izjemen domoljub, vojak in kulturnik general Rudolf Maister. Enota Slovenske vojske, ki si izbere za vzornika generala Maistra, s tem še posebej močno sporoča, da je prizadevanje za dobro domovine in sodržavljanov njena ključna in temeljna vrednota. Slovenske obrambne sile so pomemben element naše državnosti in se skozi glasnik domoljubja. Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja, plaketo in medalji najbolj zaslužnim vojski. Najelitnejši del vojske, garda Slovenske vojske, pa je v odrski obliki demonstrirala vojaške spretnosti. V 20 minut dolgem pregledniku smo strnili pomembnejše dogajanje iztekajočega se tedna. Pridružite se nam v prihodnjih informativnih oddajah Televizije Maribor.